Dr. Biljana Dušič je zdravnica, ki je po 9 letih dela kot splošna zdravnica pred slabimi 30 leti zavrnila zdravniško licenco, ker je menila in še vedno meni, da vsebina in smer razvoja sodobne medicine in farmacije pelje vse dlje od vprašanja zdravja ljudi in se osredotoča na farmacevtski in tehnološki nadzor bolezni, ne pa na zdravljenje človeka. Bravo. Po študiju staroindijskega jezika sanskrta na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Zagrebu in preučevanju indijske tradicionalne medicine ajurvede je svoje poklicno življenje namenila svetovanju ljudem na področju krepitve zdravja, sloneč na svojem poznavanju medicine in ajurvede. Deluje v svoji posvetovalnici za višjo kakovost življenja Aditi. Danes bo prispevala svoj pogled na našo neodtujljivo pravico do zdravega okolja. Dr. Biljana Dušič, namaste. Dober dan. Jaz bom nekoliko bolj medicinski aspekt pogledala tukaj, ki se mi zdi vreden omembe in bom relativno kratka. Naslovila sem tale prispevek pravica do zdravega okolja z vprašajem, zaradi tega, ker je ravno ta izraz silno pogost zadnje čase in se ljudem, ki se ne želijo cepiti, očita, da kratijo družbi pravico do zdravega okolja. Jaz bi rekla, da brez pravice do svobodnega izražanja ta pravica do zdravega okolja ne obstaja. Torej, od marca 2020 se ukinja pasivno z ignoranco ali aktivno z izločanjem in pregonom drugače mislečih, se ukinja širši družbeni in strokovno-znanstveni dialog na temo epidemije COVID. Torej, čeprav edino tak dialog lahko pripelje v tehtanju mnenj za in proti do nekega ubranega in sorazmernega pristopa k epidemiji. Če to marca 2020 še nismo vedeli, zakaj gre, zdaj, ko vemo veliko več, vidimo, da tudi še zmeram tega dialoga ni. Druga stvar je, da se v istem času, že marca 2020, praktično uvaja ostra in trajna informacijska cenzura in medijsko plasiranje strokovno-znanstvenega enoumja. V luči teh dveh procesov, ki so se zasidrali do dobre mere danes v družbeni vsakdan, postane pravica do zdravega okolja demagoška floskula medicinske tiranije. Torej, ne moremo imeti pač zdravega okolja brez dialoga, brez tehtanja mnenj, brez resnično prave, ubrane medicinske, znanstvene, kakor želite, rešitve. Potem, tisto, kar bi nadaljevala, je, da je to ukinjanje pač dialoga in informacijska cenzura je pripeljalo do večinskega prepričanja javnosti najprej, že takrat v začetku 2020, da so PCR testi zanesljivi. To ne drži. Pač brez klinične slike PCR pozitiven test ne pomeni okužbe. Torej, prvo so te testi zelo slabo uporabni v kliničnih pogojih, so zelo dobri za raziskovalne namene, ne pa za klinične. Drugo, okrog 90% preiskovancev, ki so PCR pozitivni, če je ta nastavljen na 35 ciklov in več, so praktično, ne vemo več, kaj je zares pozitivno, kaj ni, ker je veliko lažno pozitivnih testov. In v zvezi s tem
se je uveljavila še ena floskula, ki še do dana današnjega ne vem, kaj pomeni, in to je izraz, besedna zveza aktivno okuženi. Obstajajo okuženi, ne obstajajo aktivno in pasivno okuženi. Še do danes ne razumem, kaj pomeni aktivno okužen. Torej, s tem večinskim prepričanjem javnosti glede validnosti PCR testov se je šlo v naslednje korake, če gledam kronološko za nazaj. Najprej se je začela zloraba statističnih podatkov, koliko je bilo umrlih. Recimo, umrli so se šteli, procent umrljivosti se je štel glede na število PCR pozitivnih ljudi in ne na celotno število ljudi v populaciji. To je recimo samo ena izmed. Potem se je začela zloraba epidemioloških podatkov, kar pomeni, da se je štelo kot COVID smrt vsi ljudje, za razliko recimo od nekaterih dežel, kot so Nizozemska in Švedska, kjer so se kot COVID smrti štele samo smrti, katere so zares za COVID-om in ne ljudi, ki so umrli od pridruženih bolezni, ki so bile pač na nek način akcentuirane z COVID-om. Torej, poleg tega pač podatek, da ko se povečajo COVID smrti, pade smrtnost statistično iz drugih ne COVID razlogov in obratno, ko se zmanjšajo COVID smrti, se vam ne COVID smrti dvignajo, govorijo že o tem, da so te podatki netočni, da je to zloraba preprosto. In kratek čas zatem, ko so se ustvarili te pogoji z informacijsko cenzuro, z odsotnostjo dialoga, s prepričanjem ljudi, da so PCR testi validni, z zlorabo epidemioloških in statističnih podatkov, so bili ustvarjeni pogoji, in ko so ljudje bili dovolj prestrašeni, da je COVID-19 razlikuje od države do države, ampak to je v svetovnem merilu globalna številka. Drugo, jasno je že zdaj je že čisto jasno, bilo je jasno pa že takrat, ko smo imeli Bergamo tukaj v zelo pač bližji okolici, da je COVID-19 bolezen institucionalne narave, kar pomeni, da največ obolevajo ljudje, ki so v nekih institucijah skupaj, kot so domovi za ostarele, bolnišnice, razni zavodi za nego invalidov itd. In predominantno za to bolezni umirajo ljudje, ki so krhke imunosti, bodisi zaradi tega, ker so to starostniki ali ljudje s veliko pridruženih bolezni ali pa so to imunsko kompromitirani ljudje, kar pomeni, da jemljajo kakšna zdravila, ki jim zmanjšujejo imunost ali pa so oboleli za kakšno težko avtoimuno boleznijo itd. Tu in tam seveda obolijo tudi mlajši, in tudi za hudo obliko bolezni, ampak to je izjemno redko, tako kot približno pri gripi. Tudi pri gripi imate mlajše ljudi, ki lahko obolijo zelo hudo ali pa celo umrejo, pač ko so epidemije gripe, in to nam tudi strokovno ni tuje. Te podatki so jasni in obstajajo. Tretje, asimptomatski ljudje, to je znano medicinsko dejstvo, nikoli v pandemijah niso bili statistično pomemben vir okužbe. To, da se zapira zdrave ljudi, da se praktično zdrave ljudi tretira kot asimptomatsko obolele, je absolutno nesprejemljivo. Potem imam za omeniti, da obstajajo zdravila, kot so ivermektin, hidroksiklorokin, ki imajo potrjeno učinkovitost. Samo za ivermektin vem, da pred kratkim so obstajajo vsaj 200, če ne zdaj že več, študij in metaštudij, v katerem je pač uporabnost tega zdravila relativno varna uporabnost v procesu preprečevanja covida in v zgodnjih fazah bolezni
absolutno dala izredne rezultate. Te študije nikoli niso prišle v te mainstream medicinske časopise in so razlogi včasih bili bizarno administrativne narave, da nekaj, kljub temu, da je raziskava dobra, da nekaj niso napravili administrativno in zaradi tega jih ne morejo sprejeti in podobni razlogi. Kar se tiče cepiv, cepiva so še zmerom v 3. klinični fazi varnostnih študij, ki bo trajala približno še 2 leti, na kar sledi okoli 10 let 4. faze. In do sedaj so se pokazale nedopustno velike številke resnih škodljivih učinkov cepiv, tudi smrti. Evo, tudi pri nas je tragično umrlo mlado dekle, kar je nedopustno. Že samo to dejstvo bi moralo ustaviti medicinsko skupnost in takoj zagnati raziskave in redefinicijo obveznosti cepljenja. In zdaj bi to zgodbo o pravici do zdravega okolja obrnila še pač z eno novo, z eno informacijo, katera je iz te druge strani, da že marca tega leta, na začetku cepljenja z cepivi, temi proti covidu, so ugledni znanstveniki napisali, da je masovno tudi tisti, ki so procepilni, da je masovno cepljenje prebivalstva v pogojih pandemije potencijalen razlog, pravzaprav zelo verjeten razlog, ki bo pripeljal pozneje do mutacije virusa, vse hitrejše mutacije virusa, čeprav je koronavirus znan potem, da hitro mutira, ampak cepljenje pripelje do še hitrejših mutacij seve, kateri so bolj kužni, kot so bili tisti prej. Torej, ravno, da vam ne razlagam zdaj medicinsko logiko iza tega, ravno to, da ne morete, to bi delovalo edino v primeru, da imate 20, recimo v 2 tednih pocepite 90% svetovnega prebivalstva, v tem primeru bi lahko s cepivi ustavili širjenje virusa. Če to, kar je nemogoče. Če to ni mogoče, potem se virusu pusti možnost, da mutira in kar je njegov namen seveda, da preživi, bo preprosto postajal vse bolj kužen, da bi lahko hitreje prišel v tiste, ki so še njegovi gostitelji, ker teli cepljeni vsaj začasno niso, dokler jim ne začne padati imunost in potem tudi oni postanejo gostitelji za mutiran virus. Torej, mi zdaj imamo situacijo praktično, v kateri so cepljeni pomemben vir okužbe v družbi, v kateri se v družbi obnašajo kot neke vrste trojanski konj, ki jih nihče ne testira, vsi mislijo, da so varni, zato ker so ljudje cepljeni, tudi cepljeni mislijo, da so varni, v resnici so prenašalci virusa, kar postaja izredno velik problem, če so taki ljudje zaposleni v inštitucijah, kot so bolnice, DSO-ji itd. Tako da tukaj si ne moremo zatiskati oči, še najmanj pa prevaliti krivdo na to, da je zaradi necepljene populacije zdaj situacija takšna. Pravzaprav bi rekla, da je vir okužbe lahko vsak, ampak vse bolj in bolj so to cepljeni in to nas mora skrbeti, zaradi tega, ker se njih ne testira. To je vse. Hvala vam.